Očitno bo treba avtomobile začeti deliti na dobro in slabo vožnje. Pa ne mislim, da bo med vozniško dobrimi potem samo kakšen Porsche in podobni. Tudi takšen CX-3 bo v tej skupini. Se mi zdi, da marsikdo še vedno ne razume, kaj točno mislimo, ko rečemo, da se avto lepo pelje. To pomeni, da je lahkoten, nenaporen, enostaven, prijeten, dovolj udoben. Ok, dovolj bo pridevnikov. Če razumete to, potem veste tudi, zakaj križancev nimamo posebej radi. Višje težišče in večja oddaljenost od tal skoraj vedno jemljeta davek pri udobju, pri tem avtu pa ne. CX-3 je precej majhen avto, zato za družinsko rabo najbrž ne bo dovolj prostoren. Je pa ravno toliko dvignjen od tal, da bo zadostil vaše visoke potrebe, no tale ima še 4-kolesni pogon, zato je večja oddaljenost od tal dejansko smiselna, da vas vsaj na vsakem makadamu ne bo začela grabiti panika, če bo sploh šlo. Predvsem pa je vozniško zelo prijeten, zato ga zlahka lahko opišem z vsemi tistimi pridevniki od prej. Edino glasen je, na avtocesti kar preglasen. Tokrat je to 2-litrski bencinski s 150 konjički. Motor je super, fino potegne, porabi sicer več kot 8 litrov, kar ni najbolj malo, ker je ročni menjalnik tako fajn, pa tudi samodejnega ne pogrešam. In oprema Revolution Top je dovolj bogata, da boste zadovoljni tudi najbolj zahtevni. 26 jurčkov pa je takšen mali križanec lahko vaš in če že hočete sedeti višje, je tole eden tistih ta dobrih.